Duhovniki naj bodo posredniki Božje ljubezni, ne mislijo naj le na lastne interese. Tako je poudaril papež Frančišek zjutraj 9. decembra, ko je daroval mašo v kapeli doma Svete Marte. Njegova homilija je bila v celoti namenjena skušnjavam, ki lahko ogrozijo duhovniško služenje. Verodostojen duhovnik je posrednik, ki je svojemu ljudstvu zelo blizu. Mešetar pa je nekdo, ki opravi svoje delo, nato pa prevzame drugo delo, vedno samo kot funkcionar. Ne ve, kaj pomeni umazati si roke sredi resničnosti in zato, kadar se duhovnik iz posrednika spremeni v mešetarja, ni srečen in je žalosten, je poudaril sveti oče in nadaljeval, da srečo išče v tem, da se pokaže, da da občutiti svojo avtoriteto. Jezus je mešetarjem svojega časa dejal, da se radi sprehajajo in se kažejo po trgih, da pa postanejo pomembni, se duhovniki mešetarji podajo na pot togosti, ker so odmaknjeni od ljudi, pogosto ne vedo, kaj je človeška bolečina. Izgubijo tisto, česar so se naučili doma ob delu očeta, mame, starih staršev in bratov ter sester. To izgubijo, so togi in vernike obremenijo z mnogimi stvarmi, ki jih sami ne nosijo, kakor je Jezus govoril mešetarjem svojega časa. Togost. Z bičem v roki ljudstvo govorijo, česar se ne sme delati. In mnoge ljudi, ki se približajo v iskanju nekoliko tolažbe, nekoliko razumevanja, s to togostjo odženejo stran. Papež Frančišek je nadaljeval, da pa se togosti v celoti ne da ohraniti dolgo. Papež Frančišek je spodbudil, da bi se med izpraševanjem vesti vprašali: sem bil danes funkcionar ali posrednik, sem skrbel zase, sem iskal samega sebe, moje udobje, moj red ali sem pustil, da je bil dan namenjen služenju drugim. Sveti oče se je spomnil, da mu je nekdo pripovedoval, da duhovnike prepozna, kakšni so glede na njihovo držo do otrok. Če otroka znajo pobožati, se mu znajo nasmehniti, če se igrajo z otrokom. To namreč pomeni, da se znajo ponižati, približati majhnim stvarem. Medtem ko je mešetar žalosten, njegov obraz je vedno ali žalosten ali preveč resen, temačen, posrednik pa je odprt. Nasmeh, sprejemanje, razumevanje, ljubkovanje.